Saj čudno se tvirteri. What is going on here? Jo, dosti zgodaj zjutraj, danes bo zelo busy dan, lotili se bomo točno tega avtomobila. Volkswagen ID4 oziroma ID4. Preden se mi pa orang dan začne, moram pa tega gizma. Preden se karkoli zgodi, moram iz Miklavža odpeljati gizmota v Lukoco, potem se obrnem, grem v Celje, ker imam eno fotografiranje za pivovarno Laško. Zatem še nekaj na banko skočim, pa moramo avto oprati. Vmes seveda baterije ne filam, mingrede ima ta veliko 77 kW, ampak v tem pol več. Se pa bilo ene par, ki ste sprašvali, se da tak avto s toliko veliko baterijo normalno filati tudi doma na Šukotu, mislim. Stari, da se vse, sem pač traja veliko časa, pa še mnogo več zraven, ker pomeni, da je bolj, da si umisliš wallbox, ampak tisti, ki ste itak in the market za električne avtomobile, verjamem, da ste to vse skupaj že dobro preštudirali. Spod se pa treba malo prej ustaviti, ker te zlezete s celim nosom na cesto. A ja, pa baterija je v tem trenutku polna, torej kaže mi dosega 423 km, če bi se večino tega časa dejansko zadržal na avtocesti, bi se znižala na, dajmo reči, predvidevam na 330-340 km. Povprečna poraba long term je v tem trenutku okrog 20 kWh na 100 km. Evo, zapeljal z avtoceste v Lukoci točno 98, a pa dajmo reči švoh 100 km poznej. Dosega imam še za 296 km, povprečna poraba je 21,1 kWh na 100 km. O, mami, jaz sem gizmota pripeljal, veš, do jutra. Da odložim, pa grem pa naprej, mislim nazaj v Celje. Ajde. Ajde, mami, čau. Ja, se že malo bodiš. Adijo, gizmo. Tako, fotografiranje za Laško. Pojmo? Gas, gas. Ujepem ti. S tem električnimi avti je tako, je hitro prehitro, ne? Je pa hecen, ne? A veš kaj je ta prva stvar, ki ljudje ponovadi rečejo, ko prvič v živo vidijo ID4. Rečejo, hej, ta avto je ful večji, kot sem jaz mislil. Evo, mene, dvorana Zlatorog. Kam moram, ha? A kdo ve? VIP, aha, no, to nisem jaz. I don't know. What is going on here? What is the door? Vse legam dal, kva? Ko pa jaz kompliciram, kada sem tako narejen. Ej, če si se kdaj prašal, ne, aj fajn, ko lahko v službi per piješ. Je. To je ta model. Mrguč. A veš, ko zna precej dobro po snegu, no. A veš, o čem je fora, ne? Pivovarna Laško ima spletno trgovino z majicami, z robo in do zdaj so imeli take precej generične fotke. A veš, tukaj rezane, da sploh glave ni bilo, da se je sam trup videl, ne? Zdaj so se pa odločili, da bi radi imeli, da imajo njihove fotke malo več osebnosti, malo več žmohta. Zato so poklicali naju z Rokom, ker so ambasadorja. Pa bo zdaj videl na fotkah. No to je to, zato smo danes tukaj. Še par fotk, pol pa avto. Zdaj pokaže na mene. Saj čudno se tvirteri. Evo, 2 urce, zdaj pa konc. Zdaj pa avto oprat pa gas. Pa elektrika, pa plin. Vse smo navadili. Gremo. Jaz sem prišel domov, center varne vožnje, pa bom najdel nek plec po mojem tam zgori desno, kjer vetra ni, da se malo skrijem, pa še lep razgled imam. Ok, ID4, ID4. Kaj boš pokazal? Najprej pa seveda gola osnova. Mersko je bistveno daljši od ID3, pravzaprav za kar tretjino metra, čeprav je med osje dolgo praktično enako. Ta dolžinski prerastek dolguje ta avto, predvsem v zadnjem modelu, kufer je bistveno večji, pa tudi celoten avto je tak nabuhu, nabit, večji, kar je takoj tudi jasno, ko sedeš recimo v drugo vrsto. Pa se ne da je prostora za noge ful več, kot v ID3, ampak za glavo, občutek prostornosti generalno v tej kabini je, dajmo reči temu, izrazit. Je pa res, da je mogoče še malo bolj smiselna, kot primerjava z ID3-em, primerjava s Tiguanom. Se sta v približno istem velikostnem razredu. Oba sta srednje velika križanca. Je pa ID4 10 cm daljši, daljše je tudi medosje, ampak ko prijemo do prtljažnika, je pa ta vseeno majčkeno manjši. A veš, ker Tiguan ti ponuja 615 litrov placa, ID4 pa 543, ker vseeno, mislim, odpri oči. Ni malo, ogromna luknja, prostora dosti,
dosti. Takole, če naredim na hitro kakšno primerjavo, se mi zdi tale luknja približno toliko velika, kot v moji Toyoti RAV4. Mimogrede, par dobrih majic sem danes tudi domov odnesel. Boste že kdaj videli v kakšnem vlogu ali pa mogoče na Instagramu. Pa tukaj v dvojnem dnu recimo ponovadi spravim kabel, vidiš, oziroma sta kabla dva. Mimogrede, če boš naredil tole, če boš podelil zice, boš imel placa za 1575 litrov. Pecam. Čakaj. Tole je dober kader, da pokažem te sedeže, ne? Ker gre za eno tako zelo prijetno kombinacijo Alcantara, nekaj podobnega z rjavim usnjem. Cool kombo, sploh pa dobro zgleda, ko pogledaš sprednje sedeže. Mimogrede, govorimo o First Edition, to se pravi prvi ediciji tega avtomobila. Sedeže zgledata pa takole, z napisom ID, pikca, tamle na vrhu. Predvsem pa, ko prije do udobja, do opore, do konc koncev tudi velikosti, ko prije do osebkov, ki ima kakšno kilo več, recimo jaz. Te zice lahko sam pohvalim, pa nič drugega. Ok, gremo naprej. Shit, stari, veš, kaj je širok avto, ne morem kar tako telefona zagrabiti. Drugač pa, prej sem se že malo dotaknil mer pa same velikosti ID4. Veš, ta avto tehta 2 toni 100, pa še neki. Velik avto, težek avto, predvsem pa zelo je okreten. Količnik zračnega upora je mimogrede 0,28. A vidiš, kljuke so pravzaprav poravnane s karoserijo, ne štrlijo ven. Vrata pa odpreš tako, da daš prst sem spodaj, potem to sproži električen impuls in se vrata odprejo. Kaj pa če štroma zmanjka? Kaj pa pol? No, v tem primeru pa prevzame vlogo klasičen element in sicer tale zgornji del kljuke odstopi od karoserije, ki je treba vrata odpreti. Ok, zdaj pa v kabino, da pokažem, s čim ima opravka voznik, pa potniki tudi. Poglej, armaturna plošča, celoten kokpit in kar celotna kabina se oblikovno v primerjavi z ID3 ne razlikuje zelo. Materiali, feeling, sestavljenost vsega skupaj je odlična. Seveda je pa, ko prije do dizajna kupenih specifik, ki so značilne za ID modele, recimo tale majhna enota na drugi strani volana, ki gosti tole ročico oziroma izbirnik smeri vožnje, pa potem zelo majhen, preprosto zasnovan digitalni zaslon z osnovnimi informacijami, pa potem volan s 3 prečkami, na vsaki strani seveda stikala, površine občutljive na dotik, pa spet razmeroma majhen zaslon, kar je, glede na to, da govorimo o zelo sodobnem avtomobilu, kar malo osvežilno. V bistvu te ID4 v vsakem trenutku opominja, da imaš lahko mega sodoben avto z vsemi naprednimi varnostnimi in tudi drugimi funkcijami, brez da bi za to rabo imeti ogromen displej. Meniji so odlični, odzivnost tudi, za kakšno stvar mogoče rabiš korak preveč. In celostno gledano je ta kabina zelo prečiščena, preprosta, kljub temu, da klasičnih stikal praktično ni, tudi zelo easy za upravljati. Še vedno mi je simpatična fora s stopalkami, leva za zavoro, pauza, desna, gas, play. Pa potem zelo prečiščen sredinski greben z ogromnim predalom, kjer imamo v tem trenutku noter 1327 stvari. Pa potem tale zbiralec prahu piano plastike, pa 2 zelo priročna oziroma na priročno mesto postavljena cup holderja, vmes pa nič kaj dost, pa seveda vmesnik. Drugače pa izbira opreme tista, ki vpliva na velikost sredinskega zaslona. Lahko je 10 ali pa 12 palčen. Je pa tudi skoda, ne glede na izbiro oziroma velikost sredinskega zaslona, funkcionalnost pa funkcije, te se pa ne razlikujejo. A ja, pa še ena stvar, ki sem jo omenil že pri ID3, pa moram reči, da mi ni več toliko simpatična, in sicer za pomikanje stekel gor in dol imaš samo 2 stikali, ne glede na to, da grejo šipe gor spredi, pa seveda zadnji tudi. In če želiš spustiti tiste zadnje, se moraš dotakniti tele površine tukaj. Ampak dejstvo je, da ko držiš prste tukaj in hočeš to narediti, se s prsti s konicami mimogrede dotakneš tega dela in potem se zgodi, da hočem dati sprednjo šipo dol, ampak se to zgodi zadnji. Potem se pa spomnim, tle sem se po nesreči dotaknil, zdaj pa lahko gre tudi ta dol. In če hočem zadnji gor, potem moraš spet se tukaj dotakniti. V glavnem, a veš, kaj hočem reči? V bistvu včasih kakšnih stvari ni treba po nepotrebnem zakomplicirati, ne? Vsak včasih si pa mislim, come on, 2 dodatni tipki, a je to hudo. Pa ne vem, če je nujno to poudariti, se mi zdi, da se razume, da je ID4 precej inteligenten avto. Zelo dobro zna izkoriščati energijo seb v prid, ali to kinetična energija in jo ohranjati, ali pa tako kot drugi električni avtomobili, pa tudi priključni hibridi, izkoriščati prednosti rekuperacije, da se zavira z elektromotorjem namesto z običajnimi zavorami. In če smo že začeli z varnostjo, vidiš, kaj piše na tem listku? Airbag, kar pomeni, da v primeru bočnega trka, zato da se zaščiti ramena in telesi sovoznika in voznika, se tukaj odpre varnostna blazina. Opcijsko imaš pa na voljo tudi pirotehnične varnostne pasove, v katerih je tudi airbag, ki se potem sproši oziroma napihne, ko se ti zaletiš. Bože ne daj. O praksi, predvsem uporabi po dometu smo že govorili, ampak dajmo na hitrico ponoviti. Torej, ta avto je opremljen s veliko 77 kW baterijo. Moje izkušnje v praksi s tem avtomobilom, umirjena podeželska vožnja med 14 in 15 kWh in 100 km, povprečje med 19 in 21, s tem, da sem bil res velik na avtocesti. Kaj pa to v kilometrih pomeni? Dajmo ločiti.
izključno avtocesta, hitrosti 120, 130, boš imel dosega med 300 pa 330. Ampak kdo se s takim avtom vozi sam po avtocesti? Nizke hitrosti, podeželska vožnja, stari pa visok čez 400 ustreliš, kadarkoli se ti sprdne. No, zdaj pa tista stvar, ki je meni precej pomembna. Vozne lastnosti. Poglej, baterije so nameščene v poden, kar pomeni, da je težišče izredno nizko. To je ponavadi dobrodošlo, ne? Druga stvar, zadnji 5-vodilna prema, spredi klasičen McPherson. Pele se presenetljivo lahkotno, ne samo da ima majhen obračalen krog, kar je dobrodošlo v mestu. Krmiljenje je tudi prijetno odzivno. Pa če že vidim, da imam prostor, pa je tale modul Frey, odpela meni slalom, da ga postavim na ropo prijema, saj približno vem, kaj pričakovati, ne? Predvidljiv handling, ampak mislim, da če bom pretirabil, da bo nos predvidljivo oddrsnil, ker je v bistvu dober varnostni element, da te avto v primeru zavijanja v sili oziroma izogibanja oviri ne preseneti preveč. Zadek je pa med tem, moram reči, zelo stabilen in lepo sledi. In na tem področju težko izrečem karkoli drugega kot pohval. O cenah nismo še nič govorili, začne se pri 36 oziroma švoh 37 jurih, pa imaš pa First Edition, pa First Max imaš tudi, tisto pol dosti više številke, sem mislim, da 46 jurjev, pa pol tudi čez 50 ustrelimo. Tale recimo je eden izmed dražjih. Zdaj, te glavne stvari se mi zdi, da sem povedal. Za zaključek pa o eni od funkcij tega avtomobila. Bil prav ID4 prvi avto, pri katerem sem si vzel čas in probal spoznati vse prednosti in pomanjkljivosti prediktivnega tempomata. To je sistem, ki s pomočjo vseh pomagal, ki jih ima, radarji, kamere in tako naprej, pomaga vozniku s tem, da upošteva hitrostne omejitve in vse ostale stvari, ki te utegnejo srečati na cesti. S pomočjo branja prometnih znakov zna samodejno prilagajati hitrost na tisto, ki je najvišja dovoljena, ampak vse skupaj nadgradi tudi prilagajanju specifike vsake posamezne ceste. To pomeni, da če boš imel ti tempomat naštiman na 90 pri podeželski vožnji in če bo avto zaznal, da prihaja ovink, kjer bi bilo boljše iti počasnejš, te bo na to opozoril, bo rekel, ej stari, prihaja ovink, bom jaz znižal na 80, zato da bo vse skupaj minilo varno. Če pride na vrsto rondo, bo on to vedel, bo samodejno upočasnil na primerno hitrost in jo potem po izhodu iz krožišča tudi povišal. In avto se v tem primeru v prvi vrsti zanaša na znake s ceste oziroma na neposredno okolico, če pa teh ni, se zanaša pa na to, kaj ima v navigaciji shranjeno odprej. Tukaj pridemo tudi na eno manjšo pomanjkljivost, na katero mora biti voznik pozoren, in sicer v njegovi podatkovni bazi še ni osveženo dejstvo, da so pri nas recimo že odstranili cestninske postaje, kar pomeni, da on na avtocesti v nekaterih primerih želi oziroma opozori, da se bo najvišja hitrost znižala na 80, 60 in potem 40, kar je v tem trenutku in zdaj seveda popolnoma nepotrebno in ti pol to overridaš s pritiskom na stikalo pa s tem, da pohodiš gas. Sicer pa prediktivnemu tempomatu izrekam vse možne pohvale, ob tem seveda poudarjam, da ID4 tudi približno ni edini avto, ki to ponuja. Jaz se spomnim, da sem ta način vožnje prvič spoznal že pismo, mogoče 105 let nazaj v Mercedesu S-Coupe. Tako bom rekel, za nekoga, ki se veliko vozi, to sem recimo jaz, je to odličen sistem, ki pomaga tebi voziti bolj varno. Po drugi strani pomaga avtomobilu biti bolj energijsko učinkovit, tudi zaradi predvidevanj. Obenem te pa kot voznika to lahko tudi zelo sprosti, ker brez kakršnega koli napora ostajaš znotraj cestno-prometnih predpisov, predvsem, ko pride do hitrosti, pa tudi nasplošno do varne vožnje. Dobro, zdaj smo bili malo geeki, ampak se mi zdi, da to sistem, katerega prednosti je vredno izpostaviti in temu nameniti tudi čas. Celostno gledano pa oblikovno se samo odločne, a ti je všeč, a ti ni, ampak ko pa pride do energijske učinkovitosti, do uporabnosti, do prostornosti, do vozne dinamike, tukaj pa se mi zdi, da ne bi smel biti dvomov. Volkswagen je pač naredil zelo dober avto, ki bo znal več kot dostojno opravljati vlogo tudi prvega avtomobila v družini. To je to, mater, tam smo bili pa dolgi. Ja, veliko stvari se je dogajalo. Pa še ni dneva konc. Školiko še imam? Dosti bo. Ajde, lepo se mej. Čau.